Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala je 20. aprila pripravila problemsko konferenco z naslovom Primernost uporabe klavzule ključ v roke v pogodbah za izvajanje gradbenih storitev v javnih naročilih. Na konferenci so predstavili poljsko in avstrijsko prakso pri sklepanju gradbenih pogodb, spregovorili o težavah slovenskega gradbeništva pri javnem naročanju ter predstavili slovensko izkušnjo s standardnimi FIDIC pogodbami. Na današnjem posvetu so predstavniki in države, državnih institucij, javnih naročnikov, podjetij in pa tudi predstavniki tujih praks, mednarodne in pa avstrijske, predstavili pogodbene prakse na temo ključ v roke. In tukaj se opažajo te razkoraki in mislim, da bomo v Sloveniji mogli narediti korake v smeri, da to prilagodimo mednarodnim standardom. Slovenska praksa pogodb ključ v roke je tudi ena od vzrokov za izjemno težek položaj gradbeništva v Sloveniji. Te pogodbe namreč niso skladne z svetovno prakso pogodb na ključ in to pomeni, da imamo neko interpretacijo, kjer imamo vsakič posebej se podjetja truditi, da pravzaprav dokažejo, kaj je prava vsebina, kaj ni prava vsebina. Problem pa je v tem, da pri nas klasične pogodbe po izmerah izvajalci izvajajo kot ključ v roke in prevzemajo ogromno število tveganj, ki jih niti ne poznajo. To se pravi, tveganja različnih vrst se potem izkažejo v projektu kot prevelika. Seveda podjetja to prenašajo, tista v prvi vrsti naslednja, se pravi na podizvajalce, te na dobavitelje in to celo gradbeno panogo spravlja v izjemno težak položaj. Dokaz za to je tudi to, da v času največje gradbene konjunkture slovenska gradbena podjetja niso izboljšala svojega gospodarskega položaja, celo padla so na, recimo tistem Altmanovem modelu, ki dokazuje finančno sposobnost podjetij in verjetnost, da bodo šla v stečaj. Namreč v obdobju od leta 2005 do 2008 se je tem največjim gradbenim podjetjem ta položaj poslabšal. We have generally good experiences with FIDIC contracts because they guarantee a certain balance, at least the red book and the yellow book, certain balance between contractors and employers. And we have been using it for the last 15 years in Poland. And the experience generally can be said it's good. On the other hand, even being good, it can always be improved. So, as part of the European International Contractors, where we also try together to influence FIDIC to create, when the forms of contract are revised, to create more balanced contracts so that everybody can be happy at the end of the contract and everybody achieves what the targets are for the contracts. So we have more or less the same problems in Slovenia and in Austria regarding construction contracts, and I try to give a short overview on this topic, and I hope it's useful for the people attending this conference, and I hope they get good ideas about what you can improve in Slovenia as well. Ja, v praksi se velikokrat srečujemo tudi z klauzulo ključ v roke, ki je pač na javnih naročilih ali zasebnih investitorjih naročniki mislijo, da na tak način pač pridejo, bi rekel, do bolj kompletnega objekta, predvsem pa želijo verjetno, da je zadeva, ko je izdelana, da ima pač tisti nek osnovni namen, ki so ga zasledovali. Se srečujemo z veliko problemi, ker velikokrat prihaja do nedorečenih projektov, potem prihaja do težav pri spremembah znotraj izvajanja in zato mislimo, da je tako za naročnika kot za izvajalca v bistvu veliko bolj fair pač delati po klauzuli na izmere. Ja, gradbince čevelj žuli na tej problematiki prav gotovo izredno močno in vedno bolj aktualna. Namreč ugotavljamo, da vse prepogosteje investitorji določilo ključ v roke uporabljajo za špekulativne namene. Sicer imamo možnost v javnih naročilih in drugih razpisih oporekati temu, vendar v veliki večini primerov ostajamo brez moči, kar pomeni po principu vzami ali pusti, smo gradbinci prisiljeni tudi na takšne pogodbe, kjer že v štartu jasno vidimo, da gre za špekulativne namene pod krinko ključa. To je ključni problem, ki ga jaz v ključu vidim. Sicer pa gradbinci načeloma nismo proti ključu, če je projekt skrbno pripravljen, če imamo čas dajati pripombe in če seveda lahko korektno kot partner sodelujemo.
Ti zakon o javnih naročilih se zelo pogosto menja. In v zakon o javnih naročilih počasi prihajajo stvari, ki po našem mnenju mogoče tja niti ne sodijo, ampak so predmet nekih drugih zakonov. In bi bilo prav, da se ta zakon prečisti, da se ukvarja samo z problematiko samih javnih naročil, ne pa potem še problematiko eventualnih odnosov pogodbenih med izvajalci, podizvajalci in tako naprej. Predvsem pa menimo, da bi moral biti ta zakon o javnih naročilih čim bolj uravnotežen, tako da na eni strani ščiti in interese naročnike, pa tudi interese izvajalca. Ni v redu, da neki izvajalci recimo plačujejo, da so v podrejenem položaju, ni pa tudi prav, da recimo naročnik ne dobi tistega, kar rabi. Predvsem imam tu v mislih na kvalitetno izvedbo del, na recimo cenovno korektno vrednost teh del. FIDIC pogodbe se v Sloveniji v zadnjem času čezdalje pogosteje uporabljajo, saj uporaba standardnih FIDIC pogodb zahteva Evropska skupnost za projekte, ki so sofinancirani iz kohezije. Tako se številni infrastrukturni objekti, vodočistilne naprave, kanalizacije, toplarne, majhne termoelektrarne, deponije, odpadkov gradijo na osnovi standardnih FIDIC-ovih pogodb. Prav zaradi tega je nujno, da se slovenski naročniki in pa tudi slovenski izvajalci, inženiringi in ostali, ki delajo v investicijskih procesih, podrobno seznanijo s FIDIC-ovimi pogodbami, s FIDIC-ovimi zahtevami. Samo dobro poznavanje pogodb FIDIC-a, vseh klauzul omogoča, da se projekti odvijajo brez problemov v zadovoljstvo naročnika in izvajalca.